Kdo bo pomagal mariborskemu športu? Prejšnji konec tedna se košarkarjem Branika znova ni uspelo vrniti v drugo slovensko ligo. Prvi igralec je že dolgo časa nedosegljiv. Košarkarice so na zaključnem turnirju lige Vaba 2 osvojile drugo mesto in vsaj malenkost popravile oceno sezone mariborske košarke. Oceno odbojkarske sezone obeh mariborskih klubov bomo lahko podali, ko bodo Branikovke zaključile s tekmovanjem. Vendar pa od najtrofejnejšega ženskega odbojkarskega kluba v državi ne gre pričakovati lovoriko, saj izdatki za ekipo niso več v vrhu lige. Še z večjimi finančnimi in kadrovskimi težavami se ukvarjajo v moškem odbojkarskem klubu. Dolga leta drugi najpomembnejši šport v mestu ob Dravi postaja vse bolj zapostavljen. Čeprav so ga entuziasti pred leti vrnili v sam vrh slovenske odbojke, ko je Sebastijan Škorc malodane presenetljivo do naslova pripeljal talentirano, mlado ekipo z veliko domačimi fanti na čelu z golobradim Rokom Možičem. Logično je bilo, da bo slednji odšel v tujino. Manj prijetno pa je, da klub vsako leto zapuščajo novi in novi talentirani igralci, ki jim klubi v Sloveniji in tujini ponujajo več. Mariborčani so ligaški del sezone zaključili v četrtfinalu in obstali tam, kjer so nazadnje pred 7 leti. Trener Škorc izpostavlja, da pomanjkanje finančnih sredstev onemogoča uspešno konkurenčnost z drugimi ekipami v državi. Že večkrat smo slišali, kako lokalna skupnost na čelu z mestno občino in javnimi podjetji, pa tudi državnimi v drugih mestih, predvsem v Ljubljani, svojim klubom pomaga z zajetnejšimi vložki. V Mariboru se klubi morajo zadovoljiti z drobtinicami, rezultate pa pridelajo s trudom zanesenjakov. Boj za preživetje ni samo vprašanje posameznega kluba, v tem primeru najboljše ekipe v Mariboru v lanskem letu, temveč celotnega mariborskega športa. Če se stvari ne bodo spremenile, bi mariborski šport lahko doživel še nadaljnji upad. Nenazadnje je dokaz tega, da klubi več ne zmorejo preživeti sami, tudi prva blagovna znamka mesta. Tudi NK Maribor je za preživetje moral v Ljudski vrt spustiti tujega vlagatelja oziroma nekoga, ki je pripravljen investirati v nekaj več kot le stagnacijo.